Namreč poznavanje mesa je zelo, zelo pomembno za vsakega kuharja. Tako je. Kuhar, ki pozna meso, natančno ve, kateri kos bo najboljši za neko določeno jed. Tukaj lahko naredimo zelo veliko napako, če ne poznamo mesa. Na kaj pa moramo biti pozorni pri izbiri mesa? Pri izbiri mesa gledamo na svežino, da je meso prijetne, sveže barve, pusto oziroma meso, ki je blede barve, sivkaste barve, je mogoče že nekoliko starejše. Potem je tudi zelo pomembno preraščenost z mišičnimi in pa oziroma z vezivnem in pa maščobnim tkivom. Tukaj imamo primer bočnika, ki je zelo priraščen, ima veliko vezivnega tkiva, in pa primer govejega fileja, ki je najbolj mehko meso. Vendar pri pripravi moramo upoštevati te lastnosti. Ta meso, ki je bolj preraščen z vezivnimi tkivi, potrebuje bistveno daljšo toplotno obdelavo, medtem ko tega bomo zelo hitro pripravili. Rada bi pa poudarila, da je vsak kos mesa primeren za pripravo neke jedi. Kakšne jedi pa lahko recimo pripravimo iz takih kosov, ki ste jih izbrali? Tukaj bi mogoče omenila še, da pri toplotni obdelavi mesa uporabljamo lahko suhe ali mokre postopke toplotne obdelave. Za te vrste mesa, ki imajo več vezivnega tkiva, bomo vedno uporabljali mokri postopek. To se pravi, da bo postopek daljši, da bo meso v vlažnem okolju in da se to skozi dolgo toplotno obdelavo te vezivna tkiva zmehčajo in potem bomo dobili sočno meso. Medtem ko meso mehko, meso, ki nima maščobnih ali pa vezivnih tkiv oziroma jih ima zelo malo, bo pa zelo hitro pripravljeno. Bomo pa to s suhimi postopki, se pravi s pečenjem.